Moje ime je David Bole in sem raziskovalec na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU in hkrati tudi urednik te knjige Velenje, industrijsko mesto v preobrazbi, ki je nastala v okviru knjižne zbirke Capacities. Knjiga seveda že po naslovu pove, da govori o Velenju, torej zelo posebnem mestu, ki ga prebivalci izven Šaleške doline večinoma poznamo kot socialistično mesto, modernistično mesto, premogovniško mesto ali industrijsko mesto. A vse te oznake še zdaleč niso dovolj, da opišejo vso raznovrstnost, ki jo mesto nosi s seboj iz svoje kratke zgodovine in je prenaša v sedanjost. Dejstvo je, da bi v Velenju lahko dali še veliko več oznak, na primer vrtno mesto, mesto ekoloških gibanj, mesto jezer, multietnično mesto, ranljivo mesto, solidarno mesto, mesto na vodi ali recimo mesto mladih. In to so le nekatere izmed oznak, ki bi jih lahko prepoznali v prispevkih te monografije. Za mesto je značilna dvojnost. Po eni strani odprtost v svet zaradi izvozno usmerjenega lokalnega gospodarstva in multietnične sestave prebivalstva. Po drugi strani pa zaprtost v smislu slabega pretoka delavcev, nizke stopnje mobilnosti in tudi nekaterih vidikov mentalitete. A kot vsa industrijska mesta v Evropi je Velenje ranljivo. Globalne družbeno-ekonomske razmere z deindustrializacijo, terciarizacijo, menjavah v lastniški strukturi podjetij, spremembah v proizvodnih odnosih, demografskih, okoljskih in političnih krizah so le nekatere najpogosteje omenjene dejavniki preobrazbe podobnih mest po Evropi ter širše. Po zaslugi nekaterih teh dejavnikov se Velenje pogosto omenja v dnevnem časopisju in odstira težave, za katere še nimamo pripravljenih rešitev. Ta knjiga želi osvetliti omenjene vidike preobrazbe Velenja v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Povod za nastanek knjige je delo raziskovalcev iz Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, ki so v okviru projekta Bright Future proučevali alternativne vidike razvoja malih in srednje velikih industrijskih mest po Evropi. Temeljna ideja projekta je bila, da industrijska mesta niso nujno podvržena propadanju, degradaciji in neizogibni preobrazbi v nekaj drugega. Nasprotno, industrijska mesta lahko zaradi svoje bogate industrijske tradicije in edinstvene zmesi družbenih, gospodarskih in kulturnih odnosov tlakujejo povsem svojo razvojno pot. To edinstvenost Velenja in njemu podobnih mest obravnavamo kot prednost in tudi kot podlago za nove endogene razvojne koncepte. Zato smo k pisanju prispevkov povabili širok spekter ljudi, ki odpirajo raznovrstne teme tako s časovnega vidika, vse od zgodovine nastanka mesta do sedanjih in prihodnjih procesov, kot z vidika različnih raziskovalnih področij, od geografije, arhitekture, varstva okolja, turizma. Velik poudarek v knjigi namenjamo prebivalkam in prebivalcem Velenja, ki so nosilci endogenih industrijskih vrednot in njene kulture, manj pa gospodarskim subjektom, ki so običajno v središču tovrstnega raziskovanja. Knjiga ima tako 17 poglavij, ki jih je napisalo 25 različnih avtoric oziroma avtorjev. Če lahko sklenem, namen knjige je torej pripraviti pregled razvojnih dejavnikov Velenja, poseben poudarek je na pojavih, ki lahko pripomorejo k večji ustvarjalnosti in prožnosti mesta v prihodnje.